Živijo! Medtem ko nas prvi jesenski dnevi malenkost hladijo, je Apple izval konkurenco z novo linijo telefonov iPhone 14. Ker imamo danes kar nekaj stvari za predelati, bomo tole razdelili na 3 dele. Najprej bomo pokrili novosti navadne 14-tice, nato nekaj skupnega o 14 in 14 Pro, nato pa še o Pro in večjemu bratu Maxu. Ko letošnji osnovni model postavimo poleg lanske 13-tice, hitro opazimo, da se med seboj ne razlikujeta kaj dosti. V bistvu večina lanskih caseov iz 13-tice sede tudi na 14-tico. Toliko sta si podobna. Tudi displej je ostal enak, 60 Hz osveževanja, HDR sposobnost, True Tone feature, tako da se večina pomembnih razlik med letošnjo in lansko različico tokrat v bistvu skriva v notranjosti. Kljub temu, da je čip ostal enak lanskemu, ima izboljšan grafični del procesorja, dodatna 2 GB RAM-a, torej skupaj 6, nekaj dodatne pomoči pa je Apple zagotovil še z novim Photonic Engineom. Ta razbremeni procesor, saj deluje kot svoj ločen modul, poskrbi pa za boljše in bolj efektivno procesiranje fotk. Fotk, ki jih boš lahko delal na novem, večjem senzorju glavne kamere, ki poskrbi za boljše slike v manj kot idealnih pogojih. Ultra-wide kamera ostaja enaka lanski, s tem, da ji letos pomaga Photonic Engine. Novi Action Mode bo stabiliziral vse tvoje divje potegavščine, na drugi strani pa ti bo izboljšan Cinematic Mode v 4K pomagal kreirati sofisticirane filme. Obe funkciji najdeš enako zmogljivi na vseh novih iPhonih. Predno se lotimo Proja in Maxa, še nekaj stvari, ki jih najdemo pri vseh 14-ticah. Tako nov senzor glavne kamere zadaj, kot tudi nov senzor spredaj. Novo 12 megapikslov selfie kamero si delijo vsi iPhone 14, tokrat prvič z autofokusom in malo bolj odprto zaslonko. Novost, ki jo prinaša cela nova linija, letos podpira satelitski SOS, ki te lahko reši zagate, če se lih potepaš po neraziskanih Julijskih Alpah in signala ni od nikoder. Oziroma ne, tole je zaenkrat samo za tiste, ki se potepate po Ameriki. Uniformno se cel line-up poslužuje še crash detection funkcije, katera upam, da ne pride prav nobenemu od vas, pa vendar super, da so jo dodali. Seveda ne gre brez, da omenim tudi 5G z nano SIM ali eSIM z mobilnimi paketi na voljo pri A1. Letošnja posodobitev sistema iOS 16 pa je sabo prenesla tako na nove kot tudi na stare iPhone nekaj quality of life izboljšav in funkcij, kot na primer live text na video in prenovljena lock screen customizacija. Meni je to najbolj všeč. Zdaj smo pa redi, da se lotimo še glavnega obroka. Oba Pro modela s seboj prineseta kar nekaj izboljšav. Dizajn ostaja zelo podoben lanskemu, saj Apple očitno ugotovil, da je tale stekleni snedvič najbolj premium zadeva, ki jo trenutno lahko dajo na trg. Displej so tokrat opremili z malenkost več piksli in zvišano max svetilnostjo do 2000 nitov, kar je super za sončne dni. Za smooth upravljanje pa tokrat poskrbi ProMotion tehnologija, katerega zaslon poganja od zgornjih 120 Hz osveževanja do spodnjega 1 Hz. Ta razpon osveževanja izboljša overall feeling uporabe telefona, pomaga pri vzdrževanju baterije in pri Always On funkciji, katero letos prvič najdemo tudi na iPhonu. Na vrhu zaslona pa se skriva ena masivna nova pridobitev. Apple je na Pro modelih letos noč zmanjšal v en tak ozek izrezek za sprednjo kamero in Face ID senzorje, rečejo pa mu Dynamic Island. Jaz bi bil tudi zdajle raj na enem dinamičnem otoku, ki pa tule. Animacije le tega se dinamično prilagajajo, glede na to, kaj na telefonu počneš, feature pa v osnovi deluje kot en notification widget, ki je vedno prisoten. Naprimer Face ID, povezani AirPodsi, predvajam si muziko, polnjenje, pa čez 15 minut me spomni, da pride ven nova ocenjevalnica. Zdaj si daj pa ta boljše špegle gor, ker gremo analizirati kamere. Pa začnimo kar z glavno. Ta se od prejšnjih iPhonov najbolj razlikuje, saj se je Apple končno opogumil in Pro modela opremil s senzorjem 48 megapikslov. Poleg tega je leča malenkost širša, rezultat pa so slike glamurozne kvalitete. Najbolj se seveda pozna pri zoomiranju, kar ne zmanjka detajlov, več megapikslev pa pomaga pri boljši definiciji barv in boljših fotkah v slabih svetlobnih pogojih. Ko to povežeš še s ProRAW formatom, se ti odpre še en cel nov svet izboljšav in prilagajanj pri kasnejšemu urejanju fotk. Je pa res, da znajo te surove fotke biti velike tudi do 100 MB. Še dobro, da si lahko nove iPhone vzameš s 128, 256, 512 GB, na Projih pa je na voljo še model z 1 TB prostora. Nazaj na kamere. Na Pro modelih je posodobljena tudi ultra-wide kamera. Najbolj vidna sprememba tu je ostrina in ohranjanje detajlov na celi sliki, kjer so starejši iPhoni lahko rahlo zmazali ali skockali sliko.
Telefoto leča ostaja enaka lanski, pa vendar smo jo veseli za tistih par portretnih trenutkov, ki jih leta najbolje zajame. Vse kamere še vedno podpirajo low light mode za vse nadobudne zvezdolovce in nočne potepače. Ko pa na video priklopiš še na ProRes format, dobiš ven material izjemne kvalitete, tako da bomo naslednjo ocenjevalnico kar z iPhoneom posneli. Poleg modelov, ki smo si jih danes pogledali, je Apple na konferenci predstavil še iPhone 14 Plus, ki služi kot večji bratec osnovne 14-tice, pride pa oktobra. Tako da bosta oba 14 modela na voljo v Midnight, Starlight, modri, rdeči in vijolični barvi. 14 Pro in 14 Pro Max pa vesoljno črni, beli, zlati in novi globoko vijolični barvi. Letos me je Apple prepričal v nakup novega Pro Maxa. Kaj pa tebe? Če si navdušen nad novimi iPhoni in bi rad izvedel več, ne odlašaj predolgo. Razpoložljivost telefonov lahko preveriš na a1.si, v A1 Live Shopu ali v najbližji A1 poslovalnici. Se vidimo naslednjič. Čau!